Komu najpred veselo zdravlico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere, sloviče matere. Živi naj vsi narodi, ki krepeni dočakat dan. Da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, nevrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, nevrak le sosed bo, nevrak le sosed bo mejak. Dober večer. S pesmijo, katere del je tudi slovenska himna, Zdravljico Franceta Prešerna, v glasbitvi Stanka Premrla in interpretaciji mednarodno uveljavljenega baritonista Lukasa Somoze Osterca smo začeli današnjo žalno slovesnost ob lipi sprave. Predsednik, podpredsednik in tajnik Društva Združeni ob lipi sprave so položili venec vsem žrtvam vojne in revolucije. O polaganju jih je s pesmijo Benjamina Ipavca Domovini spremljal trobentač Marko Novak. Zdaj pa vabim k prvemu aktu te slovesnosti, ki je nagovor ob dnevu krivde, odpuščanja in sprave. Zaslužni profesor dr. Janez Juhant. Spoštovani, letošnji spominski dan žrtev revolucije in vojne, z njim pa naša prizadevanja za odpuščanje in spravo med nami, sta postavljena v dokaj drugačen družbeni kontekst, kot smo ga bili vajeni doslej. Po ocenah poznavalcev in vse bolj tudi po širšem družbenem prepričanju smo po 30 letih države v resni krizi demokracije, pravne države in uresničevanja človekovih pravic. Organi oblasti pri svojem delovanju vse manj spoštujejo pravna in postopkovna načela in celo osnovne človekove pravice. Skrbeti nas mora vse bolj za osebno in širše subsidiarno področje
ter za varstvo in zaščito oseb in skupin pred samovoljnostjo oblasti, ki se v svojem delovanju poslužuje izključevanja ali uveljavljanja celo oblastnih totalitarnih prijemov. Predstavniki oblasti ne spoštujejo zakonskih okvirov, ime minister, ki pomeni služabnik, se vse bolj izvotljuje. Ponujajo pa se nam oblastniki, ki bolj skrbele za svoj ali ožji interes strankarskih in drugih paradržavnih lobijev, ne pa za interes državljanov, ki naj bi jim služili po svoji funkciji. Vidni znaki tega teptanja in ignoriranja javnosti so samovoljni posegi vladajočih v nasprotju z interesi vseh državljanov, za katere so demokratično in zakonsko dolžni delovati. Znamenja takšne svojevoljne miselnosti in prakse so ukinitev muzejev osamosvojitve, še bolj pa izbris dneva žrtev komunizma, po svoje tudi nasilni prevzem RTV in, ne pozabimo, priprava zakona o tako imenovani evtanaziji, ki pa bi dejansko pomenilo dovoljeno sodelovanje pri usmrtitvi s trupom starejšega, bolnega ali onemoglega človeka, kar so počeli nacisti. Znamenje te nepristne demokracije je tudi, da žal med nami ni predsednice države. Ko nas je zadnja leta redno spremljal prejšnji predsednik Borut Pahor, ki je tudi s potrditvijo objave njegovega nastopa na lanskem srečanju izrazil še naprej svojo podporo vsem našim prizadevanjem, kar je potrdil tudi z obiskom spomilne žalne slovesnosti v Rogu. To zvestobo stalno izraža tudi njegovo kritično odzivanje na trenutne družbeno-politične razmere, kar je znamenje njegove pokončne državniške in etične usmeritve. Osveščenim Slovencem in demokratom glede na opisano stanje države spomin na kalvarije naših rojakov še globlje sega v srce. Saj tako ravnanje odgovornih v državi ne obeta ureditve nujnih in potrebnih korakov za končanje revolucije in rehabilitacijo njenih žrtev. Posebej neodložljivega pokopa izkopanih žrtev Macesnove gorice ter viških pobitih Romov 17.5.42. Kakor da odgovorni preterujejo temu množičnemu, krutemu in brezčutnemu, industrijskemu in brezosebnemu mučenju in ubijanju ljudi. Zygmunt Bauman je namreč dejal, da lahko to počnejo le ljudje z modernimi tehnološkimi prijemi, ki ljudi napravijo za pokorne številke. Izvajalci pa ne spoštujejo več zakonov, pač pa izvršujejo neosebne ukaze, diskriminirajo ljudi, ubijajo brez sodbe, streljajo v tivnik. Kaj ti kot človeku pogledaš v obraz, se ti približa njegovo človeško obličje, ki te navda z usmiljenjem, da tega ne boš počel. Srce ima namreč svoje razloge, kot je zapisal Pascal. Totalitarni sistemi pa so nasilno vzgajali brezčutne in brezsrčne, pokorne in neobčutljive izvajalce, ki so žrtve označevali za neljudi, jim dajali številke, jih množično vezali in metali v brezna, da bi sebi in drugim prikrili pošastnost svojih dejanj. Ni zaman pokojni akademik Kajetan Gantar opozoril, da današnji kolesarji uporabljajo iste metode kot nekoč Hitlerjugend. Vendar človeka ni mogoče odvezati odgovornosti. Vest je kljub vztrajnemu zamolčevanju preganjala nalogodajalce in izvrševalce, posledično pa obremenila vse nas. Še danes nemo stojimo pred to kalvarijo in z Jezusom sprašujemo: moj Bog, zakaj si jih zapustil? Ali ni mogel iti ta kelih mimo njih? Zakaj so morali nedolžni umreti?
Zakaj je naš narod upognjen in ukovan v verigo te krivde? Kdaj bo prišel dan sprave in odpuščanja, da bomo svobodno zaživeli? Ali z ukinjanjem spomina na žrtve postajamo nova totalitarna družba? Zato ni odveč predlog, naj vsaj katoliška cerkev obeležuje dan žrtev komunizma. Spoštovani, hvaležen sem vam za človeško in krščansko sočutje. Številna vprašanja se odpirajo ob teh tragičnih usodah rojakov na poti od doma do Vetrine na Koroškem ter na to prisile do Brezen, nad katerimi so lastni rojaki nasilno prekinili njihova mlada življenja. Večina izmed njih je bila v najbolj ustvarjalnih letih. Sanjali so o dekletih, upali na svojo družino, druge je že skrbelo za žene in otroke, vse pa za starše, sestre in brate, za katere niso vedeli, kje so, ali sploh kdaj ali kakorkoli bodo preživeli ali ne. Če nam umre drag človek, posebej v mladih letih onemimo in se sprašujemo, zakaj in kako da ga je doletela ta usoda. Beseda zamre že ob izgubi enega ljubljenega bitja. Kaj ne si šele mislimo in čutimo ob smrti tolike množice ljubljenih oseb z imenom in priimkom, z vezmi, ki so bile pretrgane. Tudi vsak izmed njih je živel svoje življenje. Imel je starše, svoje dekle ali ženo, otroke, prijatelje. Vsakdo je umrl svojo smrt, kakor pravi Ana Kralova. Teološki profesor, narodni voditelj, duhovni oče dijakov in študentov, utemeljitelj slovenske države Lambert Ehrlich je pred vojno in med njo se odločno uprl komunizmu. Za njim tudi številni drugi, ki so bili zato pomorjeni in zmetani v jame. Župnika Valentina Oblaka v Preski so ustrelili po noči 21. septembra 1951 skozi okno župnišča, ker se ni hotel umakniti in se je dejavno upiral brezbožni vzgoji in protiverski gonji. Pokojni izvensodno pobiti so nam opomin, da se kot demokrati tudi danes zavzemamo za resnico, pravičnost in ostajamo zvesti Kristusovemu nauku ter kljubujemo sodobnim lažem, ki uničujejo človeka in družbo. Sočutje s trpečimi nas ohranja kot ljudi, saj vzdržuje v nas človeškost in obraz, med nami pa človeške odnose, ter preprečuje ponavljanje takih tragedij. Zato sem hvaležen vam in vsem, ki se spominjamo vseh žrtev, saj nas le spomin očiščuje, da ne bomo ponavljali krute zgodovine, pač pa ohranjali človeški obraz in sočutje drug z drugim. Molimo za žrtve in tudi za njihove rablje. Molimo za njihove potomce in nas vse. Ohranjajmo dostojen spomin, obenem pa prisebnost, ter pokončno in odločno krščansko držo v zvestobi oznanilu odrešenja našega Gospoda Jezusa Kristusa. Naj nam bodo ti pričevalci, priprošniki pri Bogu in zgled odločne krščanske in etične človeške drže tudi v teh zahtevnih časih. Živeli in umirali so za dom in rod in nam odprli pota samostojne Slovenije. Dostojen spomin nanje ohranja v nas smiselnost njihove življenjske daritve. Hvala akademiku dr. Janezu Juhantu. Sledi pesem Pavleta Kernaka v priredbi Janka Mikule, Rož podjuna zilja, v priredbi oziroma pel bo baritonist Lukas Somoza Ostrc. Rož podjuna zilja,
venec treh dolin. Moja domovina, narod moj trpin. Rož pod juna zila, venec treh dolin. Moja domovina, narod moj trpin. Ti, družica moja, dom moj in moj rod, ko bom truden boja, bodi mi še grob. Ti, družica moja, dom moj in moj rod, ko bom truden boja, bodi mi še grob. Rož pod juna zila, nagel rožmarin, v sveti zemlji sniva tvoj slovinski sin. Rož pod juna zila, nagel rožmarin, v sveti zemlji sniva tvoj slovinski sin. Veseli smo, da so danes z nami tudi mladi, ki bodo slovesnost obogatili z besedo in poezijo. Najprej bomo slišali nagovor Lojzeta Hudnika iz sela pri Dobrovi, ki je zaradi revolucionarnega nasilja izgubil 9 članov svoje družine. Preživela sta le on in njegova sestra, takrat stara 4 in 5 let. Njegovo besedilo bo prebral Janez Knez, dijak 3. letnika Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane. Zatem bomo slišali še pesem Toneta Kuntnerja, Molitev za spravo, ki jo bo interpretirala Jasna Purnat, maturantka 4. letnika Škofijske klasične gimnazije. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni danes zbrani oblipi sprave za spravo. Povedal vam bom mojo žalostno zgodbo. Novembra leta 1942 sem bil star 4 leta, moja sestra pa 5 let. Pri večeri nas je bilo 12. Partizani so po noči vdrli v hišo. Najprej so odpeljali ženske, proti jutru pa še moške. Sestro sva to videla in strmela. To je bilo zadnje slovo. Čez par dni so odpeljali še staro mamo. Umorjena in zakopana je bila dol pod vasjo. Midva sva na kmetiji ostala čisto sama. Potem so po naju prišli sorodniki in naju odpeljali vsakega na drug konec Ljubljane. V najin dom pa se je vsililo partizansko vodstvo. Ko so marca naslednje leto partizani odhajali iz hiše, je bil dom požgan. 50 let nisem smel vedeti, kje je mojih 10 domačih. Po osamosvojitvi leta 1992 pa sem izvedel, da so v Babni gori bili umorjeni in skromno zakopani. Leta 2015 in 2016 nam je uspelo izpolniti njihovo pravico, da so položeni v posvečeno zemljo k večnemu počitku v družinski grob na Dobrovi. V znamenju sprave sem odpustil vsem, ki so si umazali roke
in vest s krvjo mojih 10 domačih hudnikovih. Zahvaljujem se za pomoč prijatelju dr. Petru Hribarju, dr. Jožetu Možini, dr. Ferencu, dr. Dežmanu in komisiji za prikrita grobišča, da sva uspela zaključiti najino tragedijo iz otroških let v duhu sprave. Spomin na žrtve naj živi in ostane večno. Molitev za spravo. O Bog, ki veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike, blatnih, zemeljskih dni in poti, ki vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prlito kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast. Kajti prišel je čas za čast ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen. Hvala dijakoma, Janezu Knezu in Jasni Purnat. Sledi pesem Jožeta Osane na besedilo Marka Kremžarja, Slovenija v svetu. Luka Somoza Ostrc. Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca. Naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom, med biseri sveta, z lepoto te obdal je Bog od morja do gora. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod, svobodnjakov rod, si kneze voli sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočerih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, viro, čast. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija.
Še dve pesnitvi bomo slišali. Najprej pesem pokojnega pesnika in zbiralca zamolčane literature, profesorja Franceta Pibernika, ki je zapisal pesem Pozni november za pesnika. V njej govori o Francetu Balantiču, katerega 80 let od smrti bo minilo letos novembra. In druga pesem bo prav njegova, Balantičeva, Prošnja za besede. Janez Knez in Jasna Purnat. Obdala sta nas dim in ogenj. Stisnili smo se v majhno stransko sobico, 10 nas je bilo. Kremžar, ki je dotedaj ležal na posteli, se je dvignil. Fantje, bolje, da zgorimo, kot da se predamo. Sklonili smo glave. Kremžar je recitiral umor Prijama iz Hamleta, osorni Pirus. Nato se je obrnil k Balantiču in rekel: Kak umetnik umira z menoj ali ne, Frances skupaj bova umrla, in prijel ga je za roke. Kakor odsoten mu je prikimal in se usedel sredi sobe na tla. Pomoči ni bilo. Iz prstnega žepa sem vzel križec, ki mi ga je poslala pred nekaj dnevi mati za god. Blagoslovljenje za smrt, sem rekel in ga dal Kremžarju. Tako me je pogledal, kakor da sem mu potisnil nož v srce. Z obema rokama ga je prijel in dolgo, dolgo gledal. Segel sem po njem, da bi ga dal drugemu. Pusti, je rekel. Potem ga je poljubil in ga dal Balantiču. Prošnja za besede. Moj molk je padel v senco tvojih nog, kot bolna prošnja nemega berača. Pretežka tvoja dobra je pijača in jezik zdaj je tihi plod, o Bog. Srca se je dotaknil večni smeh kipečih juter in otrokih tenje in smrt dreves in klatežev življenje in klic tvoj rožni dnevih in očeh. Pomagaj mi, besed mi svetlih daj, besed, ki kakor vino se iskrijo, ki molijo te kot pomladni gaj. Jaz pa bom vedno tebi pesem pel in kadar moji zvoki dozorijo, pri tvojih bom kolenih obsedel. Preden bo gospod škof, monsignor Franci Šuštar, opravil molitev za rajne, prisluhnimo še pesmi Davorina Jenka. Lipa zelenela je. V interpretaciji baritonista Lukasa Somoza Osterca. Lipa zelenila je tam dišečem gaju, s cvetjem me posipala, djal sem, da sem v raju. Veje raztezavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca segala globoko. Ptičice je lipica v senčico vabila, kadar ležal sem pod njo, me je ohladila. Zdaj pa nam je rivica skoraj ovenela, cvetje, listje zeleno, zima je vzela.
mi draga ljubica, vično ne boš spala, nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala. Zopet bodo ptičice vesele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. Pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je pridobil večno življenje, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani, zbrani smo v spoštovanju drug do drugega in v ljubezni do ljudi, ki so ljubili svojo in našo domovino in so sedaj v večnosti. Verujemo, da se smrtjo njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Zato jim namenjamo naše molitve ter zanje prosimo Boga usmiljenja in pomoči. Prisluhnimo Božji besedi, ki daje življenje in upanje ter nas vedno uči. Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močan glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva, in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo. Jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. Božja beseda. Bogu hvala. Skupaj zmolimo, kot nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Večni Bog, tvoj ljubljeni sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se naši rajni udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si naš stvarnik in odrešenik. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Blagoslov vas je mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Vabim vas, da tole pesem zapojemo vsi skupaj.
Oče, mati, bratje in sestri, koče, mista, trata in stezi, holmi, skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem mladih sončnih dni, varovanka fantove moči, kreski sega meni do neba, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba bil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Hvala vsem nastopajočim, vsem zbranim, ki ste danes prišli na Žale, tu v Lipi sprave. Zbrali smo se iz človeške in domovinske dolžnosti in iz ljubezni, da se poklonimo žrtvam vojne in revolucije. Verjamemo, da bodo njihova življenja obrodila svoj sad in da bo to sad svobode in pravičnosti. V hvaležnosti jim izkazujemo dolžno čast in spoštovanje, ki po ustavi pripada vsakemu človeku, še posebej nedolžnemu in prizadetemu, da bi tako Slovenija postala dom vseh njenih hčera in sinov. Hvala vsem sodelujočim, akademiku dr. Janezu Juhantu, predsedniku društva Združenje ob Lipi sprave, škofu dr. Francu Šuštarju, baritonistu Lukasu Somozi Ostercu, recitatorjema Janezu Knezu in Jasni Purnat iz Škofijske klasične gimnazije, sodelavcem društva ter uslužbencem komunale Žale in vsem prisotnim. Prav tako se zahvaljujemo trobentaču Marku Novaku, ki bo skladbo Tišina zaključil to žalno slovesnost. Hvala lepa in lahko noč.